3.12.17 po kristjanskem koledarju 2017. Tokratna tema: varnost v prometu. Spoštovana publika, tukaj v tem križišču v Trzinu smo 2. decembra leta 1999 utrpeli dokaj težko, dokaj hudo prometno nezgodo. In od takrat naprej se preteklih nekaj let na te datume spomnimo in posebej jaz, ki delam te video vloge, spomnim, da to svojo izkušnjo v kratkem video zapisu podelim tudi javno, in sicer z smotrom in namenom ozaveščanja glede pomembnosti varnosti v prometu. Da se ne bom vsako leto ponavljal, kajti v spletnih iskalnikih in na spletnih straneh, kjer so videi naloženi, se z razliko datuma imenujejo se apel za varnost v prometu. Videi po letih nanizajo. Bom tokrat spremenil lokacijo, pa navadi snemam tam, in tudi konkretno tematiko. Ne bom toliko dolgovezil, ampak bom se osredotočil na nov način podajanja, ki ga razvijam in nekako osvajam. Se pravi, malo besed z veliko težo. Zavedati se moramo, da je prometna kultura v Sloveniji tovrstna in takšna, za katero ne moremo ravno trditi, da smo na njo lahko povsem ponosni. Zato je treba le to popraviti, dopolniti, dodelati, in zavedati se je treba, da se varnost in varčnost v prometu prične v glavah voznikov in voznic. Povsem razumljivo mi je, da določeni tipi ljudi imajo potrebo po hitrosti, kar je celo za pozdraviti, ampak le ta potreba po hitrosti se naj ne zadovoljuje v javnem prometu. Naj se gre bodisi na kakšno gokart stezo, bodisi na računalniški simulator, v tistem, kar je kolektivno skupno, se pravi promet, pa naj vlada težnja, čim večja, morda celo absolutna, po varnosti in varčnosti, kajti cilj, visoka vrednota nam mora biti življenje, zdravje, ekologija, in promet je nekaj, kar na vse to vpliva, kar vse to generira. In mi kot vozniki in ženske kot voznice smo tisti oziroma tiste, ki kot inteligentna bitja to dejansko ustvarjamo. Sedaj se mi je pri koncu malce zapletel jezik, in sicer zato, ker kljub temu, da po 18 letih, kljub temu, da sem v veliki meri saniral poškodbe prometne nezgode, sem očitno med tem videom ugotovil, da pa kljub vsemu v organizmu ostane še tisti nek majhen del travmatiziranega bitja, ki v določeni meri potem delno zablokira, ko se najde na lokaciji, kjer je doživel šok, travmo, nezgodo, poškodbo. O teh aspektih prometnih nezgod in sanacij posledic prometnih nezgod kasneje in v mojem projektu Sanitas. In da zaključim ta videoblog. Varnost in varčnost v prometu, se pravi, ko se v varnost doda č, nastane varčnost, je odvisna od voznikov in voznic, in naj bo to poziv, da naj nam bo, pa bodimo kar v tako široki in ambicionirani meri, naj nam bo absolutna varnost in absolutna varčnost permanentni cilj prometa. Želim vam prijetno, absolutno varno in absolutno varčno vožnjo.